ponedeljek je dan za reporter. Če ste ljubitelj športa in rekreacije, obiščite trgovino lopari.si v Trbovljah. To je trgovina za vse športne okuse. Prav lepo pozdravljeni v oddaji Sledi korakov. V tokratni oddaji se bomo sprehodili skozi zanimive sledi naše tokratne sogovornice Lee Hlebec. Lea, živjo. Pozdravljen. Malce smo v uvodu oddaje že slišali, o čem bo tekla beseda, torej o glasbi, o tvojem glasbenem ustvarjanju, življenju z glasbo, seveda tudi z družino, s poklicem, ampak najprej greva pa še nazaj na tvoja otroška leta v Trbovljah. Si v tej ki je precej stara, odraščala? Res je, nisem v tej hiši odraščala. Jaz sem odraščala v dolini, tam, kjer je zdaj glavna cesta. Smo imeli hišo
Moj oče je bil krojač, star oče, oče tudi. Kako si pisal, kako si se pisala takrat? Arnšek Zvonko, zelo znan krojač, zraven so imeli hišo Medveški, Mizar, tako da smo bili otroci tudi takrat prijatelji, vsi smo se poznali, super je bilo. Jaz sem se v bistvu tam rodila in pol po 10 letih smo se pa preselili v blok na Salaminesu. In jaz sem tam preživela svoja leta otroška do konca osnovne šole. Zdaj, a si bila sama edinka? Ne, imam še sestro, 2 leti mlajšo. Ona je tudi pol prišla za mano v Ljubljano na šolanje. Aha, sta se vedno dobro razumeli? Ja. Kakšno pa je bilo življenje takrat družinsko? Zdaj bolj kot ne vidim družine, ki gredo v kakšno gostilno, ne, takrat, ko so odprte, ne, vsak vzame svoj mobitel, brska po mobitelu, potem na hitro pojedo. Ne, nažalost pri nas ni bilo tako. Nažalost, ali pa na veselje? Nažalost, ja, moj oče je bil alkoholik, kar smo obe sestro kar težko, bom rekla, kar težko smo to preživljali, no. In smo šli v kino, smo šli na izlete in tako naprej, ni pa bilo tako kot danes. Telefona doma ni bilo? Kje pa. Imeli smo pa leta 60 smo pa že dobili televizijo, to je pa res. S programom Slovenija 1, pa mislim, da je bil še Zagreb. Ali pa bil, ne vem, v glavnem 2 programa, ne. In pol so hodili soseščina tudi na televizijo gledati. Mestece Pejton pa... Ja, črno-belo. Pa Ciksak. To je bilo dobro, ne? Ja. Ja, in pol sta se oče pa mama pač ni šlo skupaj, sta se ločila in smo se preselili v blok, medve sestro pa mama, ja, na Salamines. S čim pa se je mama preživljala? Mama je bila pa v bistvu 2-3 leta je bila učiteljica na osnovni šoli, potem se je pa zaposlila na Spizu. In je tudi vmes, mislim, da je bila na Spizu večino svoje delovne dobe, vmes je še na IBT delala, ampak pol pa spet nazaj na Spiz, pa se je tudi v Ljubljano vozila. Jaz sem šla pa v bistvu s 15 leti v Ljubljano. Ne. Je bilo težko zapustiti Trbovlje pa se preseliti v Ljubljano? Kar naenkrat sama sredi velikega mesta? Ne. Jaz sem si takrat želela v Ljubljano, v bistvu jaz sem si želela malo več videti, malo več spoznati, malo svobode, malo, ne vem, izkusiti še malo drugačno življenje, kot je bilo v Trbovljah, ne. Tle takrat so bili plesi, ampak za nas mladino, se veš, je bilo prepovedano, nismo smeli ne v restavraciji, zvečer nismo smeli nikamer. Jaz bi pa še takrat šla, ne. Je bila že takrat Kupola? Kupola še takrat ni bilo, bila je pa ona stara restauracija in vem, da smo mladina hodili, ko so igrali zvečer na plese, smo hodili od spod pod restauracijo in od spod poslušali glasbo in to je bilo za mene krasno. Ampak bile so pa 3 kinodvorane takrat, ne? V kino smo tudi radi hodili in jaz, ja, res je, in moram tudi to povedati, da sem mogla vsako nedeljo mamo tako milo prost, da sem lahko šla v kino, da to je danes nepojmljivo, no. Kateri kino pa? V Delavski dom. Pa tudi v Svobodo. Pa še poleg tega še v ta spodnji dol v Bevškem. Kjer je zdaj krožišče, ne? Tako je. Tam zraven. Tako je. Zdaj pri Delavskem domu... Ampak smo peš hodili. Peš, ja, seveda. Pri Delavskem domu je bil pa tudi znameniti šukri, ne, in pečen krompir. To da povem. Šukri. Jaz se ga grozno dobro spomnim. Z mojim starim očetom sta bila grozno dobra prijatelja. In šukri je vsak večer je prišel k nam domov, k staremu atu v delavnico, ki je star ata je šivil in nam je prinesel jabolka pečene, kostan, pol, ne vem, v glavnem ni bilo dneva, da se šukri ne bi oglasil pri našem starem ati, pa za naju 2 prinesel tele dobrote. To ne nikoli pozabila. Si se tudi ti kdaj oglasila na pečen krompir, pa zdaj njemu?
Ne, spomnim se, da bi on kdaj pečen krompir pekel, to se pa ne spomnim. Ne. Lahko da je pol kasneje, ko meni ni bilo več, ne. Takrat, To ko je pa sem bila naša jaz, generacija potem. ja, ne, ko sem bila jaz otrok, v bistvu je bilo samo to. Pa Kaj kokice. Kaj pa kopalnica? Zdaj ni kopalnica, ampak To ne govorim. je verjetno še vedno še rečem vedno kopalnica, ne. Takrat je bila še, ne vem, je bila še tista deska za skakanje. Ja. V kopalnico smo pa tudi, če smo le lahko, ne, popoldne, ko je bilo konec šole, ali pa sobote, pa nedelje, pa tudi, če je bilo malo slabše vreme, nismo bili sigurni gor, ne. Družba. Takrat je to nekaj pomenilo. Mi smo se res družili, ne. Ni bilo telefonov, ni bilo, ne vem, ni bilo tehnike, Pa verjetno polno, ne, tako terasa kot tribune. Polno mladine in fajn smo se imeli. Mislim, da je čisto drugače, da je danes vse Zdaj bolj nekako. bolj elektronsko je zdaj, ne, druženje. Ja. Prej je bilo pa to, nismo rabili nobenih telefonov, nismo rabili nič. Točno smo vedeli, kje se dobimo. Zdaj, fantje, smo takrat v tistih cajtih, pa malce kasneje, zbirali te risane romane, stripe, ne. Kaj pa dekleta? Prtičke. Prtičke, ne, no pa to sem tudi jaz, no. Prtičke vem, da sem zbirala, Kakšne da bi kaj razglednice mogoče drugega, tudi. To že ne. Prtičke sem zbirala, to se dobro spomnim. Drugače sem imela pa jaz kar dost tako igrač, bom rekla. V bistvu nič mi ni manjkalo, po domače povedano. Jaz sem bila otrok, mi ni manjkalo nič. Si se kaj naučila te očetove obrti? Ne, tu pa nisem imela veselja, Ne. nikoli. Pa Oče je tudi bil zdaj bolj ne. za moške, ženska konfekcija? Star oče je bil v bistvu za moško konfekcijo, ne. Vem, da je takrat je šival za celo Trbovlje, ker takrat se tudi kup ni dal, ne. Za naju sestro je pa tudi naredil pol, da smo bile kar dobro za tiste čase oblečene, hlače je lepo naredil, super, nekaka rekelčka, Ne, tako po lepo burdi. zraven. Super, ja. Ja, drugače pa bil on moški krojač, ne. Moški krojač, Ja, kapce je tudi lušt nadelal, no tisti je pol tudi moj oče še delal. Tako da jaz sem bila, mislim, da sem imela kar, tako bom rekla, Lepo otroštvo lepo vseeno. otroštvo vseeno, ja. Šla si v Ljubljano, kaj pa glasba, je bila že prej nekako v tvojem srcu, si že prej pela, ali pri Slavčkih mogoče, ne? Ne, jaz sem pela v šolskem pevskem zboru, to vem, da sem, mislim, to vsa leta. Tudi solo sem pela, moram pa povedati, da moj prvi nastop je bil pa v Delavskem domu, ko sem bila stara 3 leta. 3 leta, spremljal me je Ludvik Dolančev na harmoniko in takrat je bilo eno tekmovanje je bilo prav tekmovanje in so bile nagrade, ne. In sem takrat dobila prvo nagrado in sem dobila takrat, to je bilo leta 59-60, takšnole bombonero. To je bilo in sploh, ne. In vem, da sem jo pol z odra dol mami snesla v dvorano, da je jokala, to nam nikoli pozabila. Pol pa pač v šoli, jaz sem hodila v glasbeno šolo, Citre sem tudi igrala 4-5 let, pol sem pač nehala, ko sem šla v Ljubljano. Je pa tako, da jaz sem tule v Trbovljah v bistvu prvič, da sem tako javno, že majčkeno starejša nastopila, je bilo ne v Trbovljah, ampak na Marnem, z ansamblom Tineta Jelena, žal pokojnega. Lepe pesmi. Pa še Rado Medveško je takrat tudi igral na bobne, pa še dva. V bistvu to Jesenske rože od njegove pesmi pele, kako so lepe. Ne? In mi smo takrat nastopali na Marnem, ki je bil včasih motel gor in so bili plesi, ne, ob petkih in sobotah. In jaz sem bila takrat pri 16 letih, sem že gor pela, bilo je pa tako, ne. Da jaz sem imela naštudiranih, v bistvu, da smo, kot je bilo takrat vse v živo. Takrat ni bilo fajlo, ne, to so mogli igrati, ne. Bilo na playback. In tako. In to je bilo recimo 15 komadov, ki smo jih naredili, ne, in jaz sem tistih 15 komadov v eni rundi odpela. In potem so nadaljevali oni, čez
kako urca pa pol, so pa še enkrat iste komade odpela, ampak to je bilo navdušenje takrat grozen. Slovenske, tuje, tudi slovenske. Mislim, da je bilo, ne vem, če je bila kakšna hrvaška, mislim, da so bila slovenska, no. In to je bilo takrat v bistvu tako, tudi publika je bila, ne vem, drugače. So se sprostili, ne, takrat. Ne. Ja, pa tu niti ni bilo takrat za ples, ker se spomnim, da so bili stoli postavljeni, ne. Ni bilo za plesati, ampak je bilo za poslušati. Za poslušati in oni so, ne vem, grozno bili navdušeni. Pa si potem to v Ljubljani deloval? Ja, in takrat gor je mene spoznal tudi pokojni Obermajer, tudi glasbenik, harmonikar iz Hrastnika. In jaz sem potem z njimi, z njegovim ansamblom, pa zdaj ne vem več, kako so se imenovali, sem bila tudi 2-krat v Števarjanu pri rosnih 17 letih. Takrat smo nastopali gor pač narodno-zabavna glasba, ne. Jaz sem imela havbo in ja, super, no. Tako da sem tudi v Italiji takrat sem bila, je bilo prav fajn. Drugače sem pa jaz v Ljubljani pač nadaljevala s tem petjem v bistvu že pri 15 letih, 16, že sem prišla v Ljubljano, ne, sem jaz tam, to je bilo tako, ne. Jaz sem se vpisala v medicinsko srednjo šolo, ker je bil pa za mene, ker sem mislila, koliko bom imela svobode, ja, je bilo hud internat, ne, takrat ni bilo tako, kot je zdaj, ne. To je bilo tako kot samostan. Tako da smo v dijakinje, takrat smo bile kar boge, no. Zjutraj ob 4:30 vstajati, vsaka je imela svoj prostor za urediti pa za pospraviti, zjutraj zakuriti, pospraviti, čiščenje, potem zajtrk, potem v šolo, nazaj domov na kosilo, 3 ure mislim, mučno je bilo, no, nikamer nisi mogel tudi, ne vem. Tako da jaz sem eno leto v tej šoli pa v tem internatu nekako preživela. Pol sem se pa vpisala na srednjo vzgojiteljsko šolo, kar v drugi letnik. Več svobode? Sigurno. V drugi letnik sem imela pa sprejemne izpite iz zgodovine pa iz glasbe. Tako da bom rekla tako, ne, glede na to, da so bile pred 2 meseca počitnice, mi je zgodovino profesor, po pravici povem Šenko, Pogledal čez prste. Glasbo sem pa crt naredila, ne. Ker tam je bil pa preizkus v bistvu ritma, pa da si nekaj zapel, ali, tako da tisto je bilo pa super. No in pol sem jaz to šolo obiskovala do 5. letnika, vmes sem pa že v bistvu, tistih smo bile majčkeno bolj navihane, bom rekla, ne, smo pa že pogruntale, da se da svobodo kar lepo izkoristiti, ne, in smo tudi jo, ne. Pa smo, vem, da smo bile vpisane nekatere vse abonmaje, kar jih je bilo možnih. Ja, ne, in smo prišli, ne vem, v opero ali pa v dramo, 5 minut, luči so ugasile, mi pa ven, ne. Pa v disko, takrat je bila Stopoteka, če se še spomnim, ki je vsak dan bila odprta, ne, pa Ilirija disko, pa tako naprej. In mi smo, ampak pred koncem, ne, tiste pač opera ali pa drama, smo prišli pa nazaj, ne. Dobro, 2 urice smo se pa fajn imeli, ne. Tako da smo že nekateri kar znali takrat take luknje iskati, no. Kot jih še zdaj, ne? Ja, seveda, ne. Pa danes, ko pomislim, takole si mislim, glej, kako niso to profesorji opazili, seveda so. Ja. Seveda so, samo so nas pustili. Seveda so. Ja, vmes si pa začela že peti, ne? Jaz sem že pela, ja, ker sem pa spoznala, ne. Jaz sem prvo pela z ansamblom Luja Šproharja. Tega se boš pa spomnil, on je pisatelj tudi, ne. Smo ga tudi že snemali, zdaj žal slep. Skozi je slep. Ja, začetka je videl tam do 10. leta, 12. leta, tako, ja. No, ko sem jaz poznala, je bil čist slep, ne, in v bistvu, pa ne vem, niti ne vem zdajle, kje smo se spoznali,
ampak smo se takrat skupaj dobili, pa še 3, vmes je bil še Miro Čekelišov na bobnih, čist mlad fant, ne, tudi takrat. Skupina Hazard, potem kasneje. Kasneje, ja. Randevu, ne? Ja, in smo takrat 2-3 leta rolali po Sloveniji 100 na uro. Pop rock, to je bilo, in takrat je bilo to lik zato zanimivo, ker ni bilo ženskega vokala, ne. Ni bilo ženskega vokala, da bi pel moške komade tudi, ne. V bistvu, ne vem, Otis Redding, Rolling Stonesi, Beatlesi. Ti si pa lahko? Ja, jaz sem pa lahko, ne. Ker imam dosti nizek glas. Si pa tudi že takrat kadila, ne? Seveda. Pa še vedno kadiš, Pa še vedno ne? kadim. V glavnem, ja, takrat bom jaz rekla, da tam od 17 leta naprej sem bila jaz že finančno pravzaprav neodvisna od staršev. Imela sem sicer štipendijo, tisti mi je pokril stroške internata, ja. Kar se tiče pa žepnine, sem bila pa jaz, mislim, sem imela pa vsega dosti, no. Je bilo veliko nastopov? Ja, veliko. Pa ne veliko, 1 ali pa 2 na teden, recimo, ampak fajn plačan je bilo. To je bilo tako, ko bi danes recimo na večer dobila, ne vem, 400-500 evrov. In takrat vse uradno na račun? Takrat ni bilo tega. Na roke, ne? Ja, seveda, tako, ja. ne. Se šalim, Takrat ni bilo tega. In ja, jaz sem bila v bistvu takrat finančno že skoraj tako neodvisna. In ti je kar pasalo to, ne? Seveda. Mi nič manjkalo. Kaj pa potem Slon, si mi omenila, da si... Leta 75 sem se pa jaz nekako, niti ne vem, takrat je bila še tale revija. Je pa tudi tako, ne, da med srednjo šolo, ne, smo mi veliko hodili po barjih, sicer ne, ampak po kavarnah v Ljubljani, ne, na Botičnik, po Lev, pa tako naprej. Ja, ne, in Slon, kavarna, ne. Jaz sem vse te glasbenike poznala od, ne vem... Borut Leser. Vse. Moža Odel de Viler tudi je igral v Slonu, ne, v kavarni, na klavir. V glavnem vse, so še dosti tisti, ki so pač še med nami. In mene je že takrat v bistvu pol začel malo mikati, da bi jaz tudi takole pela, ne. In to vsak večer, vsak dan, ne. In takrat vem, da je tudi, se boš spomnil, da je bila še zelo popularna tista mehna revica Antena. Pa In zlobne besede, ne? Tako, ne. Ja, to smo brali. Ja, to smo brali. In jaz sem Mislim, da Branko Kastelic odgovarjal. opazila, da bar Slon išče pevko. In jaz sem se prijavila. In jaz sem se takrat prijavila, je pa, ko sem prišla v tisto avlo, mislim, da jih je bilo že na 20 pred mano tam, ne. Niti ne pred mano, so še pa za mano hodile, ampak da je bil štos, ne, ker, da vem, točno sem vedela, da bom sprejeta, točno sem vedela. In sem tudi kar vse naprej spuščala, kar pejte. Čisto zadnja sem šla dol, ne. In nam nikoli pozabila... Kaj si zapela? Ja, če poznam kjer od teh komadov, ki jih oni igrajo, ne, ker to je bil hišni ansambel takrat, redno zaposlen. Ja, pa tam gledam tiste liste oprav, ja, Waterloo, obvladam, to ni problem. A jeziki ti pa niso delali probleme? Ne. V glavnem, oni zaigrajo, jaz odpojem, fertik. Tisti večer sem pol tudi kar tam mogla ostati. Ker tisti večer je imela Meta Malus, ki je bila pred mano v baru, je imela poslovilno večerjo in jaz sem takrat mogla tam ostati, pa na večerjo, bila sem v kavbojkih, v eni pisani majici, mislim, levi, ne. Ja, in to je bilo to, ne. In pol so mi dali pač za domov ene posnetke, plošče, pa tako naprej, da sem se do septembra jaz to pač naučila, ne vem, 50-60 komadov. In kako ti gre besedila, ti ostanejo v glavi? Ja. Zdaj sicer malo manj, ampak včasih pa to se na pamet pel, ne. Tako da sem se takrat pol italijansko, jaz nisem obvladala, pa nemško, ne, ampak sem se naučila, tako da sem lahko odpela italijansko, angleško se obvladam še danes, hrvaško je bilo tudi takrat, se veš, popularen, tako da sem jaz v baru Slon ostala do leta
75, 76. In, 77. leta sem šla pa v Portorož. in mimo grede, in šolo potem čez let dokončala. To, Čez ne? let. Tako, ampak dokončala, pa še 30 potem letih. nadgradila. No, Ja. kaj pa Portorož? V To je pa zdaj Portorož sem morje, šla to je pa pa... iz Slona. Ja, iz Slona sem šla za 6 mesecev v Portorož, kot hotel Metropol, tudi v bar. Pa, ja, takrat Pa vedno je bil spremljevalni ansambel Ja, je bil hišni. že drug ansambel. Pa se je treba spet je naučiti bil potem celo repertoarja. So se oni mojega učili. Tako je bilo potem. So se oni mojega učili, ampak so bili v sreču vsi ti glasbeniki tako zverzirani, ker so že prej igrali dol, da so to prima vista odigrali. Ne? Zato pa jaz vedno pravim, jaz sem vedno cenila glasbenike, ko bo zdaj stopil na oder, pa bo zašpilil. Ne tiste stroge notaliste, ki mu list dol pade, pa ne ve naprej špilati. Ne? Kaj pa je tebi, recimo tako, ko sem jaz prvič tvoj glas slišal, ne, za skupino recimo Evergreen, do katere še prideva, ne vem, se mi zdelo, kot da bi gledal en western film, ne, s pevko, taka glasba, no. Kaj ti je, Ja, kdo veš- so, ne vem, Pet Boone od moških, kaj takrat, Elvis Presley, Ne. omenila si Ne. že ABBA, Ne, jaz moram dejati, že nisem nikoli imela nobenega vzornika, no, Ne. res ne. Jaz sem pač, lej, tudi tako je, ne, ti če poješ en rock komad, ali pa če poješ en evergreen, ali eno balado, ali eno polko, to moraš v bistvu čisto zamenjati stil. Ne moreš ti, ne vem, rockovski stil v istem stilu pet eno balado, kar se pa to zdaj dogaja, ne. Ne vem, en stil za vsako vrsto glasbe, ni, ne paše, ne. ampak moraš pa to obvladati. potem, ne. Ja. Vsak stil glasbe, recimo, jaz sem že takrat obvladala, tako da to ni bilo problem, da drugače? lahko glas spremeniš od rockovskega do, ne vem, evergreena, ne. Pa ti je kateri glasbeni izvajalec, ki pa ti je pisan bolj na dušo? Ali pa, da si ga pa rada prepevala? Tina Turner. Tina Turner, Elvis Presley, niti ne bom rekla, Beatlesi smo takrat veliko preigravali, glih zaradi tega, ker so bili toliko popularni, ampak meni niso bili nikoli tako, da bi morebiti dva njihova komada, ostalo pa mene ni priteglo, no. So mi bili pa všeč, ne vem, Ray Charles, Otis Redding, Pa takšno. bom rekla, tisk so res peli z dušo, no, ker to se pa čuti, no. A se čuti? To se pa čuti in jaz sem tudi sama opazila na nastopih, da ljudje, recimo, če ti zapoješ s srcem pa z dušo, da to ljudje čutijo, ne. Če boš ti kar z levo roko nekaj odpel, to ni to. Ti si usojeni, vse, kar želim, si ti, vse moje sanje si, vse to si ti.
moja želja si, vse to si ti. Ti moja sreča si in ne zapusti me, življenja zame ni, če tebe ni. No, zdaj, potem, ko si se ti vrnila, ne, tam 80 let, nekako nisi bila več toliko znana, so že malce pozabili na tebe. Ne vem, potem Tukaj sploh nisem bila poznana. nepoznana, ne? Nepoznana. Kako pa je šla tu glasbena? Zdaj Ja. počasi si ustvarila družino, ne? Ja, takrat sem že imela družino. Ja. In zdaj bi prišlo povabilo Zagorjanov, ansambel Zagorjani, zdaj vem, da so bili tudi Revirčani, tudi so bili, ampak Ja, takrat takrat pa Zasavci. brata Roglič, ne, Bobnar je bil pri Revirčanih, če se ne motim, Tomo je To bil je pa bil pri... pa pri nas, ja. Aha, Jaz sem leta 80 prišla nazaj v Trbovlje, takrat že v to hišo, ker smo to hišo takrat v bistvu dobili kot zamenjavo za prejšnjo, ki so jo podrli. A ta zaradi hiša? Ceste, ja. zdaj smo v bistvu v Zdaj maminem sva v stanovanju, bistvu- ne? Ja, zdaj sva Mama je pa v domu. Mama je v domu, ja. Ja, leta 80 sem prišla jaz nazaj v Trbovlje in takrat so do mene, mislim, da sem bila še celo noseča še, da so že prišli do mene Zagorjani. Ker so me pa slišali v Mediji, sem pela še z ljubljanskim ansamblom, pa mislim, ja, v Mediji. Restauracija Medija, Ja, je bila. Ne? tam, kjer je In Face so- Pub, ne? Tako, Zdaj tako. bil, no. Ja. In so in prišli sem do mene. Kdo so bili takrat v tej skupini, če se še spomniš? Takrat je bil pa brata Jan, Branko pa Marjan, pa Arbi na kitar, pa Tomo Roglič na basu, za bobnarja se pa še ne spomnim, kako mu je bilo ime. Ne vem, lej, vem, da jih je bilo 6, ne? Jaz sem bila polte 7 in da smo imeli kar In so rabili vaje. pevko, je kako? Ja, Prav hoteli so želeli imeti so pevko, pevko. ja. Kaj pa repertoar? Se pravim, da smo takrat smo imeli pa vaje po 2-krat, 3-krat na teden v Kotredeži, po 3-4 ure, da je bilo kar naporno. Družinsko naporno tudi. Ja, tudi tako je bilo naporno. ne. Mož je pa avtobus vozil že Mož je takrat? pa avtobus Je pa vozil. to tvojo sporedno kariero, ne? Družina pa glasba Odlično sprejel. sprejel, ne? Ne, nikoli ni bilo nobenega problema. Pa včasih sem tako slišala, da je kdo rekel, ne, kje imate pa moža, ja, doma, ja, kako da vas psti. Ja, pravim, zakaj pa ne, če mi zaupa, ne, tako ko jaz njemu zaupam, ne more biti problem, ne. A pa včasih sem slišala, ne, aha, mož je pa copata, sploh ni res. On je bil tako močen karakter, da je to prenesel. Da sem jaz cele noči v bistvu bila odsotna, zjutraj pa domov prišla. Ne. Mislim, da je kar močen karakter, no, v bistvu. Ne. Težko je življenje glasbenika, ne? Naporno. Ja, naporno lepo. je bilo, lepo in naporno, ampak če bi še enkrat, bi najbrž ponovila. Bi bilo isto. Ampak ne. ta zgodba, ljubezen Zagorjanov ni trajala dolgo, ne? Ja, je kar bilo. Je bilo ene 2-3 leta, ker potem se je pa v bistvu eden Marjan, on je bil, bom rekla, da je bil kar bolj brata Jan, sta bolj vodila ta ansambel, se je preselil v Koper. In pol se je to počasi, pol je še Branko je tudi zaključil, pol je Bobnar zaključil, po boju so bili že tudi naveličan, saj jaz sem imela tak občutek, tako da smo ostali pol jaz, pa Tomo Rogliču, a ja, pa Šuligoj, sem pozabila, Šuligoj, Šuligoj je bil na orglah, pa Arbi, ne. In smo kot, nas je bilo še vedno, bom rekla, 5,
pa smo nastopali večinoma v hotelu, v restavraciji Kum. Kum, pa tudi druge, takrat smo šli tudi, ne vem, v Maribor, v Cele, vse posod, to je bilo dosti. Pol je pa Arbi tudi zaključil z muziko, se je začel tudi z gostinstvom ukvarjati. Še vedno, ne? Tako, še vedno, pa uspešno. In takrat je prišel k nam Jani Lipičnikov na kitari, ne? Na solo kitari. Je pa na žigu tudi 100 na uro, ne? Tako da za Kum smo v Kumu igrali, smo mogli vedno, Jani, daj bolj potih, ne? Daj bolj potih. Ampak tudi Jani ni v bistvu dolgo zdržal, ker mu ta muzika nekako, ker je bila pa res komerciala, živa komerciala, ne. Mu tudi, mislim, da mu ni odgovarjal, pa še v Celu se je. In smo pol ostali 3. Jaz, Tomo, Marjan, Šuligoj. In smo še vedno nadaljevali, s tem bilo čisto v redu. S tem, da sem jaz upravljala takrat, to je 30 let nazaj, ni bilo druge variante, kot da smo takrat nabavili ritem mašino, jaz rečem, ne, ki je bilo gor, ne vem, 16 ritmov, hitrosti in vse, in s tem sem pač jaz upravljala, ne. Z ritmom jaz, ostali so igrali, super. In to je trajalo tudi kako leto, sigurno. Potem je pa tudi Tomo zaključil, je bila tudi že mislim, da malo bolezen, žal je pokojni, ne. Ja, oba, tudi Lojze, no. Ja. Da je počasi zaključil in smo pol ostali 3. In smo pol namest Tomo, ne, sva ostala samo še jaz pa Marjan, ne. In sva pol povabila k sodelovanju pa Mirana Rusa, ne. In smo bili pol trio Evergreen. Ki pa še vedno igra, ne. Ja, seveda, hvala Bogu, pa še ne, turistični vodič hvala zraven, Bogu, ne. ne, ja, seveda. In kot trio smo pa pol v bistvu tudi veliko igrali, začeli igrati tudi v Trbovljah in tu v Lovskem Gradiču, ki ga je takrat prevzel Vinko Debelič. V bistvu nam je Vinko tudi nekako odprl vrata tle v Trbovljah, ne, ker v Lovskem Gradiču ni mogel noben drug igrati, kakor samo mi. Aha. In še s kakšnim imenom takrat? Ja, takrat smo že bili Evergreeni. Kdo je dal pobudo za to ime? Jaz sem dala pač to, zakaj? Sem, Ker so ne vem, preigravali evergreensko vedno mladi, muziko? vedno mladi, kar se tiče glasbe. Aha, ne. tako. Gremo naprej, ne. In v bistvu takrat, ko sem jaz tukaj se nekako prvič tako v Vornik pojavila, se je pol tudi začelo, da so nam začeli sponzorji, recimo poslušalci so mi začeli, zakaj pa ne posnamete kakšne kasete, zakaj pa to. Ja, glejte, ne. Kasete še takrat, ne? Kasete, ja. Ne. Ja, dobro, bomo mi pomagali, in takrat je bilo res, takrat smo imeli sponzorjev ogromno, sam je tudi Trbovlje je bil takrat. Industrijsko razvito še, ne? Vsega je bilo dosti. Rudarsko, industrijsko, Vsega ne? je bilo dosti, ne, tako da vem, da so nam Motiki, so nam plakate naredili, denarna sredstva so nakazali kar direkt na studio, v Novem mestu smo snemali tisto prvo kaseto. Pri Sraki? Ki je pred pošla tista kaseta, ne. Ampak to zelo hitro. pred pošla, ne? Ja. Takoj pošla, ampak kaj to pomeni? 200, 300, 500, 1000, 2000? Mislim, da jih je bilo 3000. Ja, ne, to 3000, za zdajšnje pojme je čez to ogromno, ja, ne? smo jih dali takrat narediti, zdaj nekaj jih je šlo seveda sponzorjem, ne, nekaj je šlo prijateljem pa tako naprej, ne, nekaj je prevzel tudi tale, ki nam je pol pač to rihtal, tiskanje pa kompletiranje pa tako naprej, ne, ampak mislim, da je nadvešal, jaz jih nimam, ne. Tako da to se je takrat začelo, pa se pa to tle v bistvu v Trbovljah nadaljevalo, ampak Mimogrede, otroka ste seveda takrat že odraščala, sta sprejemala tvojo glasbo, sta bila kdaj na kakšnem večeru? Ja, v bistvu, ker sta v tem odraščala, ne. Aha. Mimogrede, je kaj ostalo? Ne. Ne, to pa ne. Da bi pa tako z kot ti mano nisi šivila, ne? Ne.
Da bi pa z mano tako hodila na večera, pa ne. To pa ne, Ker ne. to je bilo zvečer, ne. Pol zdaj, ko sta že v bistvu bila, bom rekla, že res odrasla, ne, sta prišla včasih malo pogledati s kakim prijateljem ali pa prijateljico, ne, drugače pa, da bi z mano hodila špilati. Si kaj skrbela za glas, glede na to, da si Ne. kadila, recimo, ne? Ne. Kako to? Ne vem. Pa ne vem, prej si mi omenila, da šolanje, ne, da je to bolj kot ne po istem kopitu, ne, dostikrat, ne, lahko. Ja, Da je to lahko navarno, Ja. ne. Ti si bolj samouk. jaz sem čisto samouk. In jaz tudi nikoli nisem hotela imeti nobenega, ne menedžerja, ne nič. Skratka nič, jaz sem sama svoja. Jaz bom komad odpela tako, kot ga jaz čutim, pa tako, kot meni paše. Spremljaš talente, ne, ker se mi včasih zdi, ko jim tam potem po nastopu povedo, na vse napake pozorijo, ampak meni so največkrat prav tiste napake všeč, ne. Ja, mene to moti. Ne? Ja. Vsak naj ima svoj stil, pa svoj način petja, ne da pride pol iz ene, bom rekla, ne glasbene šole ali šole solo petja, da pride ven 10 pevk ali pa pevcev, ki jih niti ne ločiš več, ker imajo čist isti stil. Ne. Koliko so pa Svojega. takrat, recimo, potem, ko je prišla kaseta ven na teh radijskih postavah, predvajali to vašo muziko, glasbo. Zdaj, bil je takrat radio Trbovlja, radio KUM. Dobro, zadnja leta se je to spremenilo, je drugačna muzika. Več kot danes te tudi ne toliko znanih ansamblov. Zdaj se nekako sam še uspešnice predvajajo. Ne? Ja, ogromno so nas predvajali. Pa tudi druge. Se je to, zasavske se je to ansamble. finančno kaj poznalo, je takrat Ne, še ni bilo ne, rejeno ne, prek ne, SAZA za ne, toliko. ne. Kaj pa zdaj? Zdaj boš pa že na Radio KUM zelo redko slišal kakšno zasavsko skupino. Čist pošteno povedano. Kje drugje pa potem še toliko teže, ne? Ne? Tako da so nas Kdo pa, kar malo- imate, koliko ste pa imeli svojih, ali ste igrali tudi na kaseti prvi, pa potem na zgoščenki? Je to avtorska glasba bila, ali je bilo to priredbe? Na kasetih, na CD-jih je tam ena, bom rekla, ena polovica je priredb, ena polovica je pa lastnih skladb. Kdo jih je delal? Besedila jaz. Besedila jaz, Pa kdaj je kakšna pesniška zbirka šla? ne. Bo? Ne vem. Sem jo pa že predstavila, ker jaz sem tudi članica Literarnih prijateljev, ne, v Trbovljah, tako da tam sem že nekaj pesmic tako prebrala, ne, na radiju tudi. In kaj se najprej napiše pesem, ali se napiše melodija? Zdaj, oboje se da, ne? Ja, jaz, ko sem besedilo v bistvu pisala, Si imela že glasbo? sem imela že glasbo v ušesu, ne, da sem nekako si predstavljala, kakšen komad naj bo to, ali naj bo malo bolj živahen, ali naj bo to bolj počasen. Si jo na citre Pa- zaigrala? Nisem na citre, jaz sem si jo v mislih, v bistvu sem slišala glasbo, ne, kako bi se to ujel. Mislim, da je lažje pisati besedilo na glasbo, kot glasbo na besedilo. Ali pa ne, lejte, ljudje smo različni, lej, ne. Ja. Lej, nekaterima pač motkula bolj odgovarja, katerim Kaj pa pa ostali člani, so pa recimo Miran Rus, pa še... Pol sva bila samo še z Miranom, Z Miranom, ker ne. Marjan Šuligoj je tudi prenehal zaradi, nam rekla zaradi bolezni, ampak v bistvu so mu začela zapestja odtekati, prsti in tako naprej in je že težko obvladal, ne, tudi harmoniko, orgle. Poleg tega so se pa takrat začeli tudi fajli, ne, muzika narejena, ne. Muzika narejena in se mu je najbrž po moje zdaj tudi malo neumen, da on še kaj tipka gor, če je vse narejeno, ne. Aha. In on je takrat nehal, tako da sva pol z Miranom ostala sama. Moram pa reči, da je na fajle težje peti, kakor v živo. Mislim,
v živo z živo muziko. Ker živo muziko ti lahko potegneš, ne vem, še enkrat ponoviš kitico. Stroj pa igra, ne? Ja, tle moraš pa poznati od prvega do zadnjega takta čist vse, ne? Ker če boš ven padel, si ven padel. Pol je konc, ne? In zdaj tako igrata. Ja, Dokler sta še igrala, ne? seveda. Zdaj, kako je bilo vajino igranje? Koliko časa je že potem ta skupina, recimo, tudi v tej zadnji zasedbi skupaj? 15, 20 let, ne? Seveda, Miran je imel sporedno tudi rdečo kapico, če se ne motim. Tiste je bilo pa veliko prej. Prej že, ne? Tiste je bilo pa prej, ko sem bila jaz v Ljubljani, tako da jaz rdeča kapica niti poznala nisem, ne. Jaz sem tle za... Ampak je vmes spet malce obudil, Ja, ne? vmes Par je... let nazaj. Ja, so imeli tudi v parku, ne, so imeli en tako prireditev, ampak, da vem, ali Miran bi po moje bi najbrž še kar igral, ampak Vidva sta pa tudi zaradi korone, ne? vidva sva pa takrat zaradi korone se je to v bistvu, nažalost, ne, je prišlo tako, da druženja ni bilo. Smelo se tudi ni vaditi takrat, ne? Ja, tako da se je počasi to, ne vem, pa ne bom rekla niti, da pogrešam, zato ker jaz imam pač skupino v domu starejših, ker imam pevski zbor. Vmes, moram pa povedati, ampak ne v času korone, da sem pa tudi kar velikokrat so me poklicali takole v domače okolje, kjer je bilo, ne vem, praznovanje 50-letnice, 70-letnice ali obletnica poroke in tako naprej, 10-15 ljudi, ne, da sem šla za kako urico pa pol in smo pol pač skupaj peli stare slovenske pesmi, ne, domače pesmi, ne, in je bilo prav fajn. Je bilo prav fajn. Ja, prav fajn je bilo. Sama nisi pa nikoli hodila na nastope, da bi imela glasbo posneto na playback pa pela v živo, to pa ne. Ne. To je bilo pol vse, bom rekla, v živo, Tudi takole sem se tehnika, usedla. Kako si pa s smo peli. tehniko? Bi lahko to sama Ja, speljala? Bi. mešalno mizo. Bi šlo? Ja, seveda. Ampak ne čudiš potrebe. Ne. Kaj pa, ko bo, jaz upam, no, da bo čim prej konec, ne, se še vidiš pred publiko z Miranom? Mogoče. Mogoče. Ampak sigurno pa ne več tako, kot je bilo. No. Ne. A veš, sigurno ne več tako, kot je bilo, ne vem, cele noči, pa po 6, 7, 8 ur, pa še ne v Trbovljah, ne, še treba se je bilo voziti. Jaz sem v bistvu celo Slovenijo prevozila, ne, po dnev, po noč, tako da, če bi že, bi tle, kje v Zasavju, ne, ven sigurno ne bi šlo več. Preden je pa Slovenijo obiskala korona, ne, pa cel svet je pa tebe obiskal tudi rak, ne, nekaj let nazaj, ne? Ja, Ampak nažalost. si kar zmagala, ne? Ja, jaz sem borka. Ja, 3 leta nazaj, ne, ampak ne vem, takrat sem mogla imeti tudi srečo, ali me je kdo pogledal dol, ne vem, da sem šla na tale program, ko sem dobila vabilo, program Dora in to, da vem, mislim, da sem kar pričakovala. Sploh nisem ena bila mala pikica in- presenečena. Ja, to je bilo 5 milimetrov, tako da jaz sem bila po enem tednu že na onkološkem, drugi dan sem šla pa domov. Si imela srečo, ne vem, da ni Ja. korona, ne? Zdaj kar malce težje pridejo, ne? So Ne, bolnice ja, popolne, ne? zaenkrat še ne, no, Zaenkrat še ne, še ne, kaj? ne. Rakavi bolniki še. Ja, ne, zaenkrat še ne, ampak v bistvu me pa, po eni strani me pa jezi, ne, kaj pa vsi tisti, ki pa pač ne bojo prišli do zdravnika, ne, ali pa do operacije, ne. Ni hec, ne, to stanje, ne? Ne, ni hec. Ali pa za kakšno Ni zanikovanje, hec, ne? Tako. To jaz trdim že v bistvu od začetka. Jaz sem tudi cepljena, pa ne delam reklame za to, ne. 3. čip, ne. Glej, pač jaz bom tako rekla, jaz ne trdim, jaz bom še vedno lahko dobila virus.
pa tudi prenašalka bom. To že jaz vem od vsega začetka. Ampak morbiti ne tako hudi obliki, kakor so tisti, ki niso cepljeni, ne. Pa bi bilo danes mogoče v bolnicah prostora več. Jaz imam v družini tudi še rakave bolnike, pa lej, ne. In mene v bistvu to boli. Ali pa so, ne vem, ledvični, Ali pa pljučni pride kakšna bolniki, kap ali pa karkoli druga, ali rehabilitacija. kapa, nesreča, pa zaradi tega ne bo prostora v bolnic, ne. To mi pa pokrov dvigne, to je pa res, ne. No, kako si se pa ti, si dejala, Borka, soočila, ko si slišala, tole je pa maligno, ne, verjetno. Družina verjetno težje Ja. potem, ne? Ja. Aha. Tako da si jih ti tolažila? Ja, dejstvo je to. Jaz sem vedno rekla, pa čakajte malo, no. Ali je to konc sveta? Saj ni konc sveta. To bomo jo dali skozi, pač operacija bo. In je bilo res, drug dan sem prišla domov. V bistvu pa taki bolezni moraš biti kar pozitiven misliti. Jaz se tudi s tem nič ne obremenjujem. Ampak Tudi zdaj tudi ne. takrat, ne, ko Družina imaš tiste se pa je. kontrole, ko imaš kontrole, redne preglede, je takrat kaj straha, se je kaj pojavilo, se ni? Straha, ne vem, v bistvu jaz sem tako pripravljena na vse. Nimam tako straha, ne. Vem pa, da se lahko to ponovi, vem, da se lahko, ali se ne ponovi, ali se ponovi, pač, lej, ne. To je zdaj čisto odvisno. Raka imamo tako vsi v sebi. Ja, ne, jaz zdaj. tako pravim, da ga imamo vsi, ampak pri nekaterih se razvija, pri nekaterih pa ne. Ja. Ne. Rekel, Se zelo pravi, podobno kot pri virusu. Eni zbolijo zelo, zelo Tako. hudo, nekateri Pa ne, kot lažji ne. prehlad. Ne? Točno tako. Hvala Bogu, da bi bilo pri vseh tako. Ne? Ja, tako da jaz zaenkrat moram potovči, da sem kar zadovoljna, da je tako, no. Kakor pač je. Ne, jaz o tem niti ne govorim, niti ne razlagam, ker se mi zdi, da drug dosti povejo. Zdaj, govorila sva v Trbovljah o času tvojega otroštva, ne? Tudi jaz se ga spomnim, malce drugačnega, pa danes, pa ne samo Trbovlje, tudi celotno Zasavje. Kako gledaš danes na ta konec kotička Slovenije? V bistvu je tako, no. Trbovlje je moj pač rojstni kraj. Tle sem se rodila, tle bom umrla. Jaz iz Trbovlj ven šla ne bi več. Ne. Tudi če gremo kam, ko mi čakamo, da domov pridemo, je pa velika razlika, seveda je. Ne. Takrat, ko smo bili mi otroci, pa še mladostniki, pa tako naprej, je bilo precej drugačno. Danes vidimo otroke na telefonih, na televizorjih, na tablicah. Včasih smo pa po drevesih plezali. Ne? Cele dneve. Ja. Pa pekli koruzo. Ja, pa smo bili Rabutali zdrav, koruzo, pa ne? po zim, po snegu, pa moker, pa tiste bata škorna smo imeli, če se spomniš, vse. črne, ne. Ne vem, nisem bila nikoli bolana. Pa očetje šofece, ne? Tiste krpe na mesto nogavic, meni so pa nogavice dol lezle. Ja. Pa nisem vedel, zakaj je to dobro obut. Zdaj vem. Ja. Lej, v bistvu smo bili tudi tako v šolah, pa v vrtcih smo bili zelo enako, da bi rekla enakovredni, ampak dosti smo bili, ni bilo takih razlik, kot so danes, ne. Takrat smo imeli, ne vem, 2 bundice ali pa celo 1 bundico, pa 2 hlače. Nihče ni imel veliko, ne? Tako je, ne. In ni bilo teh razlik, kot so danes. Danes imaš pa nekateri. Mimogrede, delala si tudi z denarjem, ne? Na spis, ne vem, pa na davčni upravi. Je mogoče tudi zato danes tako, ker so nekdaj enkrat ukinili SDK. Ja, zdaj si me prijel za jezik. Ne? Ja. Ja. Tisti, ki smo takrat delali na SDK, smo vsi vedeli, kaj bo sledilo. To, kar Vsi danes smo vidimo, vedeli, ne? Ja, ne. Ki je SDK obstajal, je bil red. Banke so mogle delati preko SDK-ja, niso bile samostojne. V bistvu firme so imele en račun, dokler ni bilo plačanih prispevkov, niso mogli plač izplačati.
Pol, ko se je pa to razformiralo, so pa v bistvu banke prevzele plačilni promet, gotovino, denar. Bom rekla, takrat je bila davčna uprava, ne. DURS je prevzel pa papirje, ne. Pa si pa lahko zamisliva, ali pa če si zamislite, ne, vsi skupaj, kaj je temu sledilo, ne. 100 računov, 100 firm, en direktor, 100 firm. Lej, Neki bypassov, nekih davčnih oaz. Da je bil to izvirni greh vsega tega, kar je temu sledilo. In če se malce pošalim pri tem, ali pa če ugotovim, pri tem so sodelovali tako levi kot desni, ne? Kot tudi sredinski, ne? Seveda, vsi. Vsi. Vse en sam ni mogel to narediti, ne? Zagotovo Takrat so ne. mogli vsi to podpreti in so to naredili. So že vedeli, zakaj. No, ti si se pa seveda tudi došolala, da si lahko Jaz sem delala se, potem. jaz Si sem bila se- stroga dacarka? Ne. Ne. Ne, tudi če kjer, ne, mislim, Tudi da če ne. kdo Pa reče, ne? Tudi če kdo reče, pa nikoli nisem imela problemov, tudi ne v službi. Je pa tako, ne, da v bistvu jaz sem zelo rada pomagala, pa tudi vem, da so jih pošiljali iz centra za socialno delo, pa na davkarijo, pa iz zdravstva na davkarijo, pa sem nazaj klicala, pa poslušajte, pa to ne gre tako, dajte tam pogledati, se imate evidenco, zakaj jih sem pošiljate. Skratka, jaz sem veliko pomagala, pa veliko povedala, ne, ampak sem se pa pač mogla držati tistih pravil, ki so veljala, ne. Je pa tudi res, da so bile vsake 2 dni druge okrožnice. Druga tako pravila, kot, drugi tako kot zdaj, zakoni. ne? Ja, V skozi so času se covida. spreminjali. Ja, Zato, ker jaz včasih mislim, da pravila pišejo teoretiki, ne praktiki, ne? točno tako. Ja. Ne, in veliko takih stvari, ki je bilo pol, recimo tudi na davkari, ker ki je bil SDK, je bil zakon, je veljal 100 let. Mislim, Ja, ja. si pretiravam, ne. Ampak na davkari se je pa to spreminjali iz dneva v dan. In lej, Jaz včasih rečem, več zakonov, več odlokov, več kalne vode. Ja, No, točno zdaj tako. ti si šla skozi izkušnjo materinstva, zdaj pa tudi kot babica, ne, dvakratna. ja, Je drugače, ne? ja. Lepa Je izkušnja. precej drugače, ne, pa tudi mislim, da zdaj, zdaj sem tako v pokoju, to je tudi res, ne, ampak vseeno, za vnuke si najdemo čas, tudi če ga nimamo, ne, včasih si ga pa nismo, za otroke. In to mi je danes včasih žal. Zdaj slišali smo vmes med najinim pogovorom še eno skladbo, Ti si usojen mi od skupine Evergreen, ne? Čisto na koncu, ko se bova poslovila, bodi z mano, ne? Jaz pa tudi upam, ne, da so bili gledalci z nama, da so zdržali do konca, da bojo slišali še to zadnjo pesem. Ja, tole je pa darilo, ne, za nekoga, ki bo, bo lahko potem prebral, kaj bo Tako, pisal na tako. socialnih omrežjih, Tako, ne, tako. da bo lahko do tega prišel. Pa če še nekaj poveš o tem, to je plošča Tole je kompilacijski. oziroma skupine Evergreen, ne? Ja, tole je Tria. kompilacijski CD, v bistvu, ki je Ali iz pa treh, duo, ja. ki je iz 3 CD-jev so vzeti dol, bom rekla, tisti komadi, ki so nam bili v bistvu najbolj pri srcu, no. Tudi so najlepši, no, bom rekla. Kar parkrat piše Lea Hlebec, ne? Torej nekaj avtorskih, ne? Nekaj pa priredb, ne? Ja, priredbe so v glavnem glasba, ne, je priredbe, besedila so pa samo moje. Je bilo to težko spraviti denar za to skupaj v primerjavi s kaseto, glede na to, da je Ne. to že v nekaterih drugih časih izhajalo, ne, se je dalo. Se je dalo. Se je dalo. Naklada je bila velika? Prosim, Naklada je bila, naklada je bila pa okrog 5000. aha, še več kot kaseta. In mislim, da sta to zadnja 2 izvoda, ne? Kar se tebe tiče, ne? V bistvu je tako, ne, da tole je zelo hitro pošlo in sva pol že sama, oziroma to je Miran doma naredil, da je sam doma presnel na čisti CD, ne, da sva lahko pol dejala, ne vem, za darilo na porokah ali na obletnicah ali na rojstnih dnevih, zmanjkalo. Zmanjka, ne? Tako da,
Tako da to, če me danes kdo vpraša, imaš še kak CD, ne, nimam. Torej, Nažalost. ne sodeluje v tej nagradni igri in bo prišel, ne? Ta zadnji. Ta zadnji, ne? Hvala ti Originalni. za vse, kar si povedala, prijetno je bilo, ne? Hvala tebi za povabilo. Pa še kdaj, ne? V kakšnih drugih časih, ne? Recimo, Ja. recimo. No, vi pa prisluhnite še zadnji pesmi, Bodi z mano in srečno. Naj bo tukaj in sedaj, jaz s teboj in ti z menoj, ker verjamem, da mi dva še vedno skupaj sodiva. Naj bo tukaj, naj bo zdaj, vedno s tabo, le s teboj. Bodi z mano, vedno ti, vedno, vedno samo ti. Če je prav, da te ljubim, je tudi prav, da ti povem. S teboj želim deliti veselje, žalostne. Naj bo tukaj ta zadnji, ljubezen tvoja, moje vse, ker jaz verjamem, da mi dva še vedno skupaj sodiva. Če je prav, da te ljubim, je tudi prav, da ti povem. S teboj želim deliti veselje, žalostne. Naj bo tukaj, naj bo zdaj, vedno s tabo, le s teboj. Bodi z mano, vedno ti, vedno, vedno samo ti. Naj bo tukaj dan za dnem, ljubezen tvoja, moje vse, ker jaz verjamem, da mi dva še vedno skupaj sodiva. Ker jaz verjamem, da mi dva še vedno skupaj sodiva.